Mythbusters prvič. Kako je z raztezanjem pred in po teku, je to mit ali resnica? Zdaj si bomo pogledali malo, kako je s tem. Se pravi, lahko bi po eni strani rekli, če smo bolj začetniki in bo tek bolj lahkoten, je to neka stvar, ki ni nujno potrebna. Če pa gre za tek, ki bo bolj intenziven oziroma bomo malce bolj načrtno trenirali, pa seveda nujno potrebna stvar. Zdaj, če najprej razdelamo na, se pravi, pred tekom naj bo to bolj neko dinamično raztezanje. Če pa bo ta tek zelo lahkoten, pa rajši namesto tega dinamičnega raztezanja lahko začnemo tek s hojo in bo ta hoja namesto tega dinamičnega raztezanja. Kajti, če bodo dinamične vaje zelo intenzivne, bo to težji del kot potem sam tisti tekaški del. Zato pravim, da morda za začetnike ni tako nujno potrebno. Če pa pogledamo, kaj narediti po samem treningu pa zelo podobno. Se pravi, če je šlo za nek krajši, zelo neintenziven trening, morda lahko neko kratko raztezanje, ampak moramo pa tudi nekaj drugega vedeti. Se pravi, z raztezanjem pred in po treningu ne bomo preprečili muskel fibra, kakor morda kdo misli, ampak to bomo naredili predvsem s postopnostjo. Se pravi, če bo ta tek preveč intenziven, glede na našo pripravljenost, bo muskel fiber prisoten oziroma neka utrujenost prisotna. Če pa bomo se tega lotili na pravilen način, da to ne bo preveč intenzivno, pa da se bomo morda lahko malce dinamično raztegnili pred treningom, pa potem na hitro, malo bolj statično raztegnili po treningu, pa bo vse skupaj ravno v pravih okvirih.